Logitechova ponudba periferije je res presneto obsežna in če si želiš pod roke prijeti ali pa na uhlje navesiti kvalitetno opremo, potem boš pri Logitechu zagotovo našel nekaj zase. A ti visoko kvalitetni izdelki zahtevajo svojo ceno in to dobesedno, saj boš za takšne zadeve odštel najmanj 100 evrov in čeprav ta kvaliteta upravičuje svoj cenovni izdatek, vseeno vsi takšnih evrov niso pripravljeni odšteti. Ravno zato se je Logitech odločil malce prenoviti svojo budžetno ponudbo in v test nam je poslal tipkovnico G413 SE, ki jo lahko gledamo v polni ali pa TKL izvedbi. Gre za prenovo izdelka iz leta 2017, le da je Logitech tokrat malce znižal ceno, kar je vsekakor dobrodošlo. Vseeno pa sem se ob igranju z G413 SE začel spraševati, ali je morda Logitech šel malce predaleč in končnemu izdelku odrezal malce preveč funkcij. Če ste se že kdaj srečali z Logitechovo serijo izdelkov G, potem presenečen pri odpakiranju ne boste doživeli. Vse, kar boste našli znotraj, je ena nalepka z Logitechovim logotipom, kratka navodila za vse funkcijske tipke in seveda samo tipkovnica, ki je zavita v prozorno plastiko. Ko enkrat zadevo primemo v roko, vas bo navdušila konkretna teža tipkovnice, ki gre na račun aluminijskega okvirja. To je pri meni vedno plus, saj sem alergičen na plastična ohišja, ki se navadno hitro razmajajo, razbarvajo ali pa ob kakšnem nerodnem padcu celo počijo. G413 SE deluje vizualno povsem preprosto. Izdelek je na voljo samo v črni barvi in na sebi ne vsebuje kakšnih okraskov, razen logotipa na zgornji desni strani. Tipkovnica je drugače en soliden kos, ki na zadnji strani vsebuje dve blazinici in dve nogici za prilagajanje višine. Kabel je neodstranljiv in presenečen sem bil, da je ta povsem plastičen, saj v letu 2022 praktično vsak izdelek, tudi tisti bolj budžetni, nosi pleten kabel, ki ga lažje zvijemo in ni tako podvržen poškodbam. No, je pa vsaj njegova dolžina dovolj velika, da tipkovnico zlahka priključite na PC, ki se nahaja lahko tudi pod mizo. Skratka, sama oblika ni nič nenavadnega in je v bistvu standard standardov, tako da se raje preselimo na najbolj zanimiv del te in vsake tipkovnice, same tipke. G413 SE vsebuje mehanske tipke tipa Romer G. Brown, ki pri tipkanju dajo dober povratni učinek. Same tipke so rahlo ukrivljene in so za pritisk malce težje od Cherry MX Brown stikal, a imajo dokaj kratki 4 mm hod, tako da je zadeva dovolj hitra in odzivna za vse vaše naloge, kamor lahko prištejemo tudi igranje iger. Ni pa tole povsem tiha tipkovnica, saj je Romer G. Brown stikalo v pritiskanju kar pošteno zadonijo, tako da niso ravno primerna za sobe, ki jih delite še s kom drugim, ki bi ob vašem tapkanju dobil skrhane živce. Same tipke so tipa PBT, kar vsekakor pripomore k vzdržljivosti, ampak niso dvakrat brizgane, po domače double shotane, tako da bi se na odpornosti naredilo lahko še več, a spet je tule treba upoštevati ceno, ki je ravno zaradi tega nekoliko nižja. Tipkovnica ne vsebuje nobenih dodatnih tipk za več predstavnost, a funkcijo lahko sprožamo skozi vrsto bližnjic v vrstici F1 do F12. Tule vam bodo prav prišla prej omenjena spisana navodila, žal pa kakšno dodatno prilagajanje iz strani uporabnika ni omogočeno. G413 SE namreč ne podpira nobene programske opreme, kar zna marsikoga razočarati. Zadeva je na tem področju res okrnjena, saj ozadnjo osvetlitev podpira le belo barvo in RGB kombinacije niso možne. Zaradi tega se lahko poslovite tudi od makro kombinacij, kar je za mehansko tipkovnico res čudno in bi prej kaj takšnega pričakoval pri najcenejših membranskih tipkovnicah. Dobra novica je vsaj to, da G413 SE vsebuje slovensko gravuro in anti-ghost tehnologijo, tako da lahko istočasno pritisnete 6 tipk, brez da bi ob tem trpeli zvočne signale. Logitech G413 SE je resnično tip izdelka, pri katerem nimamo res veliko zapovedati. Tipkovnica bo svojo ceno 80 evrov primerna za vse tiste, ki ste bili od vedno radovedni glede mehanske tehnologije, a v te vode nikoli prej niste namočili prste. Če vam je dovolj samo kar dober občutek tipkanja in so vam kakšne dodatne funkcije tipa RGB osvetlitev in makro nastavitve odvečne, potem zna biti G413 SE ravno pravi za vas. Možnost izbere med TKL in polno velikostjo je še en dodaten bonus, ki bo prav prišel vsem tistim, ki ste s prostorom na mizi bolj omejeni. Ohišje iz brušenega aluminija pa vam v rokah pusti občutek kvalitete, teža pa je dovolj velika, da se tipkovnica ne bo premikala tudi v bolj divjih igralnih seansah. To je bilo v tem posnetku vse, hvala vam za ogled. Če vam je všeč taka vsebina, se prosim naročite, spustite kakšen komentar in nam povejte, kaj smo zadeli in kaj smo morda zgrešili pri tem opisu. Se vidimo naslednjič.